gospod Šurla je povedal, da je sodišče izdalo začasno odredbo, ne da bi prebralo članek. Kako to gre v pravu? Ja, kako to gre, ne vem, je pa to edinstven primer. No. Z nekaj začasnimi odredbami se je naša pisarna ukvarjala, ampak ta zadeva je dejansko drugačna in vstopa v vseh podobnih primerov. Moram reči, da sem jaz se seznanil s to odločbo šele pred tem srečanjem oziroma potem, ko sem bil povabljen na to okroglo mizo in lahko rečem, da se strinjam z gospodom Šurlom, da gre za škandalozno odločbo. Predvsem iz pravno-formalnih razlogov. Do zdaj jaz ne poznam, pa tudi iz sodne prakse, ne iz naših primerov samo, ne poznam primera, ko je izdana bila začasna odredba na osnovi tega, kar namerava medij objaviti. To je res nekaj edinstvenega. Poleg tega, čist pravno, pa ne bom vam moril s tem, ta izrek je nedoločen. Ta izrek začasne odredbe mora biti takšen, da je povsem jasno, kaj je prepovedano. Tle pa ni jasno, to ste že vi omenili. Kaj je to zasebno družinsko življenje? To je neopredeljen pojem. In na koncu to piše in v podobnih primerih. Začasne odredbe se rešujejo po pravilih izvršilnega prava. In če pride do kršitve, mora biti jasno. Kršili so začasno odredbo, plačajo denarno kazen. Tle pa ni jasno. On bo rekel, kršili so odredbo, recimo, Stušek, ker je nekaj pisal iz družinskega življenja, bo rekel, ne, to ni družinsko življenje. Kaj bo zdaj? Izvršilno sodišče odprlo nov postopek, pa razčiščevalo, kaj je družinsko življenje. Oziroma, odprto je to čist. In drugi podobni primeri, mislim. To je nedopustno, da je takšen. Ampak rok rešitve zadeve, jaz sem malo gledal, kako so se naše zadeve rešvale. Dobro, to je v mesecu, 3 mesecih in tako naprej se je zadeva rešila, tako da je bilo razčiščeno, kako je rešena začasna odredba. Tako da, recimo, jaz sem gledal ta izrek, mene zanima. Edin, kar je realen podatek, ne vem, da ne smete pisati o spremembi imena. Recimo, to bi se dalo opredeliti. Če pišeš o spremembi imena, kršiš odredbo. Vse ostalo je pa stvar razprave, kaj je sploh to prepovedano. Tako da taka začasna odredba absolutno ne bi smela zdržati in jaz sem prepričan, da ne bo zdržala. Če smo že začeli temo javna osebnost, mi imamo relativne javne osebnosti, absolutne javne osebnosti. Relativne javne osebnosti se povezuje z nekim dogodkom. Jaz se celo nagibam k temu, da pač v takšnem sistemu živimo. Bogatstvo je vrednota, tisti, ki je najbolj bogat, je najbolj sposoben, najboljši in tako naprej. Torej, jaz mislim, če je nekdo v neki državi najbogatejši človek, potem je to, skoraj bi rekel, jaz bi upal se zagovarjati stališče, da je to absolutno javna osebnost. In v tem primeru so te posegi dopustnejši oziroma dosti širše lahko posežeš v njihovo zasebnost, ne smeš pa seveda posegati v njihovo intimnost. Jaz sem gledal te naše začasne odredbe, ki so jo mi reševali, imamo eno zelo podobno začasno odredbo. Zelo podobno, ampak je pa bistvena razlika. Ravno tako gre za osebo, je šlo iz gospodarstva, zelo znano osebo iz gospodarstva, ki se je ločevala. Ampak ta oseba nikoli se ni pojavila v medijih, nikoli ni dajala intervjuje, izogibala se je karkoli o svojem zasebnem življenju govoriti. In mediji začel pisati o
ločitvi oziroma da prihaja do spora med zakoncem oziroma da bo prišlo do ločitve. Seveda je bila izdana začasna odredba in je ta začasna odredba tudi obdržala. In mislim, da je bila utemeljeno izdana začasna odredba, vendar je bila izdana začasna odredba potem, ko je bilo že pisano o razvezi, da prihaja do razveze, ampak je bilo prepovedano nadaljne pisanje o tej zadevi. Meni se zdi to, kar ste vi povedali, zelo pomembno. A ni po definiciji cenzura nekaj prepoved pred objavo? Tako, preden si ti nekaj objavil, ki nekdo, vse ste v prejšnjem režimu vedeli, kaj je cenzura. Cenzor je prebral pred objavo, prepovedal in potem to ni bilo objavljeno. In zdaj mene zanima, istočasno je cenzura prepovedana. In zdaj, po katerem pravni logiki razsoja slovensko sodišče? To sem hotel malo kasneje omeniti. To je, kot sem rekel, res škandalozen primer, pravno nevzdržen. Jaz sem prepričan, da bo sodišče to pač korigiralo. Ne strinjam se pa s temi odmevi, da je to neka usodna napad na svobodo obveščanja ali da je to cenzura. To ni cenzura. Cenzuro sem se jaz dosti ukvarjal, ker sem bil sodnik v letih 80, ne vem, kdo se še spominja tistih. Smo začeli odplenjevati tribuno, mladino, oproščati obtožbe za sovražno propagando in takrat pa je bila cenzura, ker takrat smo imeli drugačen zakon o medijih, zakon o javnem obveščanju ni bil zakon o medijih in tam je bilo določeno, da se lahko prepove vsebine, ki škodijo ugledu SFRJ ali hudo žali morala. Oziroma celo več je bilo zelo odprto. Neresnične novice, ki bi lahko vznemirile javnost. In seveda, to je bilo vse možno. Nam se tu zdi dosti vprašljiva praksa groženj s tožbami, ker smo pa tudi deležni. Moč na koncu kakšno besedo o tem, pa me tudi zanima, recimo, mnenje odvetnikov. No, kar zadeva pač našo... 4 članki, kje so? Ja. So že bili objavljeni? Ne smem povedati, mislim. Ja, ker pač vsebujejo tudi tajne podatke, pa je, ker mi imamo v bistvu malo drugačen... Ja, mislim, se lahko bom povedal na hitro celo zgodbo, ker je tudi pa z našega vidika zelo bizarna. Mi smo v bistvu od sodišča pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja sodni spis o sodnem postopku v zvezi s Sovo. Mi smo dobili ta spis na vpogled z odločbo, da so bili umaknjeni tajni podatki, osebni podatki in vse to. Ko so mi smo v ta spis pogledali in potem sem rekel, a mi date kopijo tega? So rekli, to pa ne, zakaj pa ne? Ja, to moramo pa spet odločati po ZDIZ-u, in pa zakaj? Se ste mi že prvič mogli tako prepraviti spis, da lahko jaz gledam te podatke, da ni tajnih posebnih podatkov in potem so še enkrat odločali. Po 14 dneh sem jaz prišel po te papirje, so mi dali podpisati eno izjavo, da moram varovati morebitne tajne pa osebne podatke v tem spisu, kar bo oni manj zdaj dal v roke in pa so meni oni to dali v roke. Pač oblast mi je rekla, da je tukaj noter lahko tajni podatki, za katere jaz ne smem vedeti in pol mi jih je dala. To so naredila. In so odgovornost v bistvu na vas preložili. Ja, ampak z enim aktom, ki je pomalo ustavno nevzdržen, ne more oblast od mene zahteva, da jaz presojam, kaj noter je tajno, pa kaj ni tajno. Razumete, tukaj je naredil kaznivo dejanje, da je meni dal tajne podatke, če je vedel, da bi lahko noter bili. In zdaj mi smo te članke objavili aprila. Sodno odločbo smo dobili julija. To pa zato, ker je na prvi stopnji bila zahteva za začasno odločbo zavrnjena, ker je sodnica, seveda po mojem mnenju, pravilno ugotovila, da so mi te podatke dobili po ZDIZ-u in lahko naredimo z njimi, kar hočemo. Potem pa je višje sodišče zavzelo mnenje, da se bo v naši krivdi presojali itak v tožbi, ker so nas tudi povedali odškodninsko tožbo, da pa so bili tukaj noter lahko objavljeni tajni podatki oziroma so najverjetneje bili in zato se mora to zaenkrat umakniti s spleta. Jaz zdaj ne vem, v tej odločitvi sodišča jaz ne vem, ali lahko dvomim ali ne. Ampak okej, to je bilo pol narejeno julija, torej 4 mesece potem, ko so si pač vse tajne službe, ki so to hotele, lahko verjetno to prebrali. Zraven je pa v bistvu bila napoved tožbe Sove, da nas bo, oziroma zdaj državnega odvetništva imenu Sove, nas bo tožili za neko odškodnino, ker smo jim z objavo domnevnih tajnih podatkov povzročili škodo njihovemu ugledu, grozili varnost Slovenije in zdaj trpi njihov ugled in zato nas bojo
pač tožili za odškodnino, ne? Za denar. Ne? Kar je, jaz še nisem slišal primera v svetu, ko bi tajna služba tožila medij za odškodnino. Ne? Nisem še slišal. Ja, lahko bi in zapor. Problem, ja, ampak kazensko nas pomočijo, ker je bil sprejeti člen v kazenskem zakoniku, da če v javnem interesu objavlja tajnih podatkov, pol se ne pregaja novinarja, ta člen zaradi Tano Šketelič, ki je bil pol sprejet. Ja. Morda se za to odločili, ne vem, tu špekuliram. Ampak kar je naša težava v tej točki zdaj, je to, da te postopki trajajo nerazumno dolgo. Ne? Kar sem tudi že povedal pač javno, recimo, če zdaj je zelo aktualen ta film The Post, ne? O pentagonskih dokumentih v Ameriki, ko je New York Times začel o te dokumente objavljati, so dobili pa začasno odredbo, da ne smejo več objavljati te tajne dokumente o pentagonski vojni in je v parih tednih vrhovno sodišče lahko odločilo dejansko v primeru, ali oni to lahko objavljajo, ali je to v javnem interesu, ali za svobodo govora ali ne. Pri nam se pa zgodi to, da je izdana začasna odredba in pač, ker to se meni zdi hud ustavni poseg v medije, če ti nekaj prepoveš objavo. Je dopustno v določenih primerih, je pa hud poseg, po mojem mnenju, ne? Ki ima posledice za demokracijo, za obveščanje javnosti, veliko posledic ustavnih ima. In v bistvu mi dobimo začasno odredbo in potem sodišče reče, noter bi lahko bili tajni podatki, če pa so res tajni podatki, oziroma če je bila objava v javnem interesu in zato dopustna, ne, to bomo pa odločali v tožbi. Ne? Ampak zdaj smo januarja, ne? Zdaj je bila še začasna odredba pravnomočna, zdaj pride pa tožba, zdaj lahko oni vložijo, mi bomo odgovarjali, to bo trajalo, ne vem, leto, dve, to verjetno vidva boš časa veste. In v vsem tem času je članek umaknjen. Jaz mislim, da je tudi ključna napaka našega sistema, da ko pride do dejansko cenzure medijev na nek način, umika člankov, bi mogli sodišče takoj, ne? Čim prej odločiti, ali je vsebina člankov, ali je sporna, ali je v javnem interesu na to, zato kljub temu objavljena, to bi mogli narediti čim prej. Ne pa, da oni dajo začasno odredbo, to je umaknem, pa rečejo, ja, na tožbo po rednem postopku, ko bo to prišlo na vrsto, bomo pa že o tem odločali. Ne? In to se meni zdi ta napaka v sistemu, da to toliko časa traja. Ne? Plačna kazen zagrožena, mislim, da so oni so, mislim, da zahtevali 200,000 evrov kazni in potem je sodnica rekla, da če prekršimo, da bomo pač 5,000 evrov dobili, ker je 200,000 za en portal, ki se financira z donacijami, malo prehudo. No. To je bilo v bistvu zapisano v obrazložitvi. To tajni vložitvi ali nekaj ne tajno? Ja, ne vem, mogoče tajno, ne? Ker je vse tajno. Ne? Zadeve so označene tako, da je čisto vse tajno. Ne? Jaz lahko, da zdaj kršim zakon, kot upravim. Ne? Da sem zdaj v bistvu telam kaznivo dejanje, ne vem. Ne? Gospod Čeferin, nekje v gradivu, ko sem ga predelil za tole okroglo mizo, sem naletel na vprašanje, ali so tako visoki zneski skladni s pravno ureditvijo, oziroma tam je bilo vprašanje, ali je to protiustavno, morda, zato ker ogroža, tako kot je rekel Anže, pač obstoj medija, ne, to je že več kot samo prepoveš, ne, tega že pravzaprav onemogočiš delovanje v celoti, ne. Zdaj te zneske določa zakon o izvršbi in zavarovanju, ki velja za vse začasne odredbe, za vse dolžnike, ne velja samo za medije, ne. Torej, če sodišče naloži začasno odredbo nekomu, da nekaj mora storiti ali pa da nečesa ne sme storiti, po zakonu vedno doda zraven še grožnjo s kaznijo, če bo to prepoved kršil. Meni se ti sicer visoki zneski ne zdijo problematični, ker pač v pravni državi je treba spoštovati sodne odločbe. Sporno je, ali je bila sploh upravičena prepoved objave. Ne? Zdaj, tukaj jaz lahko razumem, da sodišče izda začasno odredbo, če medij namerava objaviti podatke, ki pomenijo državno tajnost, recimo podatke o tem, kako Sova funkcionira. Sova je, čeprav je absolutna javna oseba, čeprav mora biti pod nadzorom javnosti, seveda, ne. Po drugi strani ne more funkcionirati, če se razkrijejo podatki o tem, o njeni organizaciji, o tem, kako razpolaga s tajnimi denarnimi fondi in tako naprej. Ne. Jaz to razumem, da ti podatki, če bi res predstavljali tako visoko stopnjo zaupnosti, ne, da bi bilo prav, da bi sodišče tako začasno odredbo izdalo. Ampak kaj se je pa v tej zadevi dogajalo, pa ne moram razumeti. Namreč, tako kot je rekel gospod, en od mojih kolegov v pisarni, mislim, ni bil Aleksandr sicer, ampak je zastopal gospoda Podbregarja in vem, da je bil postopek v tej zadevi tajen, da odvetniki niso mogli niti prejeti sodbe po pošti, ampak so morali na sodišče jo hoditi gledati. Celo mislim, da so zahtevali posebne izpite oziroma dovoljenje za dostop do javnih podatkov.
Skratka, ne bi šlo za top državne skrivnosti, potem so pa cel spis poslali mediju. Meni to nikakor ni jasno. Jaz lahko samo ugibam, da so potem, ko je nek sodnik iz bog ve katerega razloga to naredil, ugotovil, da ga je polomil in takrat so pa hitro tekli to prepovedati začasno odredbo. To je seveda škandalozen potek dogodkov, ampak kot rečeno, če bi šlo res za podatke, ki so bistveni za funkcioniranje Sove, ki je obveščevalna služba, ki mora delati tajno, če bi šlo za razkritje podatkov o tajnih sodelavcih, ki bi bili z razkritjem ogroženi in tako naprej, jaz razumem. Mislim, da bi vsako sodišče na svetu lahko izdalo začasno odredbo. Kaj se je pa tukaj dogajalo, je pa, pravim, po tem, kar sem izvedel, me zelo presenečeno. Mogoče sem malo odstopil od vašega vprašanja. Ne, pač vprašanje, ja, kradite, no. Ja, tle se čist strinjam, ne. Tle gre čist za drugačno problematiko, ne. Če so tajni podatki dejansko in so kvalificirani kot tajni določeni v skladu z zakonom o tajnih podatkih, potem je kar jasno, da bo izdana začasna odredba, da se prepove, ne. V tem konkretnem vašem primeru je pa popolnoma nerazumljivo, ne, da so vam dali tajne podatke, ne, ker izdaja tajnih podatkov, če daš nekomu drugemu, je sama po sebi že kaznivo dejanje. Ne v opravičilo, ampak v pojasnilo, ne. Tako, ker vi ste rekel, da tle sodišče nerazumno ravnalo, bom rekel, sodišče je malo rahlo zmedeno v teh zadevah. No. Bom povedal čisto konkreten primer, ki je zdaj pravnomočno zaključen, zadeva ropa, ne, izdajanje tistega pogovora med Janšo pa Sanaderjem. Ne. Tožilstvo vloži obtožni predlog, nobene označbe tajnosti in vse navede tajne dokumente od Sove v obtožnem predlogu. Na glavni obravnavi, ko se začne, tožilka prebere obtožni predlog, mediji so bili zraven, potem pa zdaj se sodnici zdi, da bi bilo fajn, pa izključi javnost. Tako da postopek je bil izključen. Šli smo na sodišče pogledati spis, dobili te podatke ven v začetku, tudi vse dokumente od Sove, podpisal sem tisto izjavo, jasno, da bom storil kaznivo dejanje, če bom izdal tiste, in ta postopek je tekel do pred par leti. Zdajle naenkrat, in tle se mi zdi, da je bil en pritisk strani ne vem koga, ampak so zaenkrat začeli ugotavljati, da sodišča ne upoštevajo zakona o varstvu tajnih podatkov. In kar naenkrat, tako enako, kot si ti povedal, sodbo nismo dobili. Smo jo lahko šli gledati na sodišče. Sem rekel, v redu, bomo šli gledati na sodišče, jo bom preslikal, so rekli, ne, to pa ne smete preslikati. Zakaj pa ne? Lahko jo prepišete, torej na roke jo lahko prepišete. V redu, mi smo pač sprožili vse postopke, pritožbe in tako naprej, ampak ker je bila oprostilna sodba, seveda nimamo pravnega interesa, da bi to pripeljali do ustavnega sodišča, ker to pa je vprašanje. Jaz trdim, da je že to omejevanje pravice do obrambe, če na tak način izvršujejo to tajnost teh podatkov. Pol tožilec se je pritožil, mi smo nekaj odgovarjali, ampak zanimivo je pa to, ko smo dobili odločbo višjega sodišča, ki je potrdila oprostilno sodbo, tista pa spet ni tajna. Mislim, ena totalna zmeda. Res pa je sodnica, ki je obrazlagala, rekla, da je to pa zmeda. Da ne vejo pravzaprav, kako se v tej zadevi obnašata. Ali ima prednost, imajo določbe ZKP-ja, torej zakona o kazenskem postopku, ali pa zakona o tajnih podatkih. Gospod Čurla in Anže Boštic, preden se stvari tako zapletejo, ko se odločate za poročanje o zadevah, ali premišljujete, v kakšne težave bi lahko zašli? Imate možnost, ali pa si odpirate možnost vnaprej, s kom se pravno posvetovati, konec koncev prije do pravnih zapletov. Kakšna je vaša praksa? Glejte, jaz se z novinarstvom ukvarjam že 21 let.
Doživel sem vse mogoče na slovenskih sodiščih. V tem obdobju je bilo kar nekaj procesov, v katere sem bil na tak ali drugačen način kot obtožen ali kot priča vpleten. Na slovenskih sodiščih sem doživel marsikaj. Srečal sem zelo korektne sodnike. Srečal sem pa tudi, predvsem to na ljubljanskem okrajnem sodišču velja. Tako se včasih vprašaš, ali je to sploh sodišče. Mislim, zdaj, moje izkušnje so s tem sodnim sistemom odvisno, na koga naletiš na sodišču. Zdaj, problem so ti dolgotrajni postopki, ker pač si ti v nekem postopku, ali v kazenskem, ali v odškodninskem, in to se vleče, seveda se vleče. Zdaj, za teh odškodnin običajno se tožijo podjetja, ki izdajatelj, te so kazenske zadeve, so pa pač na konkretno novinarje. In seveda vse te zadeve vplivajo, vsekakor vsakič, ko se odločimo, da bomo pisali v kakšni takšni bolj kot ne problematični zadevi, ki zna biti problematična, se pač preigramo razne možne scenarije, kaj bi se lahko zgodilo, v kakšne postopke bi lahko padli. Tudi ne rečem, da smo brez greha, pač v karieri marsikaj narediš kakšno napako, ampak potem, če si kakor to korekten, se pač opravičiš javno. V časopisu to ni noben problem, napake se dogajajo vsem, novinarji še zlasti, pač nismo brez nekega greha, ampak vsekakor pa to neka serija nekih tožb proti mediju, proti novinarjem seveda vpliva, mislim, ne samo vzgojno, pozitivno na njih, pač za njihovo nadaljno korektno delo, ampak tudi represivno, tako da pač, ampak gledajte, ne glede na to, to je pač del posla, vse te dožbe pač treba tako imati, vem, da pač stanejo veliko živcev, neprespanih noči, podjetje tudi stroškov za odvetnike, ampak na nek način se treba proti temu s tem živeti in se potem raznim sodnim krivicam boriti. Problem pa je slovensko pravosodje, prej je že povedal, primerjavi z ameriškim. V Ameriki se te stvari zelo hitro odvrtijo in zelo hitro razpucijo in se ve, kaj je prav, kaj se sme in kaj se ne sme. Tukaj pa nikoli ne veš, kaj lahko dobi sodišča. Žal. Žal. Če enako vprašanje, se pravi, kako vi zdaj ste se srečali s temi primeri, koliko, mislim, si lahko privoščite odvetnika ali pa pač svetovanje, imate tudi drugačen poslovni model, ne? To zdaj ne bi, če vam ful jamro, ne bo ful odvetnikov priletel z grožnjami pa tožev, mislim, da lahko vpliva na nas, ker nijemo denarja za odvetnike, Ampak ne, v bistvu, da se navežem na gospoda Šurla, kar je rekel, mene tudi skrbi, ker tudi tem smo pisali na počrtu, ker je recimo problem te dolgotrajni sodni postopki. Če bom jaz slučajno v kazenskem postopku zaradi izdaje tajnih podatkov v tem primeru, želim, da se to reši čim hitreje, pa tudi, če bom dobil na koncu pogojno ali pa karkoli, pač ne me obsodijo, pa ne gremo, Recimo, težave so pri nas, ko imamo zdaj, recimo, ko so mi tudi razkrili te ovadbe proti gospodu Jankoviču, so bile recimo določene kazniva dejanja naznanjena proti njemu leta 2011, potem ovadbe dane 2014, zdaj zadeva v sodni preiskavi, sojenje bo 2020, 10 let potem zgleda, če se malo hecamo. In tukaj je še en problem, ki mogoče ni neposredno vezan na to, ampak te dolgotrajni sodni postopki, zdaj so hoteli to sicer spremeniti na ministrstvo, ampak ni šlo skozi, so bili v bistvu neki odpori, da bi te zadeve hitreje. Ampak recimo v tem primeru je mene osebno, sem v tej situaciji, da če je kakšen postopek, želim, da se pač čim hitreje reši. Ne da je zdaj to recimo ovadba proti meni, v primeru Sove že recimo zdaj že en let na policiji stoji, ker točno to je ta problem. Delj, ko si ti v tem postopku več imaš neprespanih noči na nek način, Če si ti kriv, seveda ti je v interesu, da to morda zastara, Če pa misliš, da se boš branil, potem pa ti hočeš to čim prej rešiti, če misliš, da si nedolžen, Kar je pa v bistvu ta drug problem, ki je pa povezan s tem, me pa tudi v bistvu veseli, da to povem, so pa te grožnje, ki jih mi včasih dobimo,
Zdaj, če tukaj lahko povem eno zgodbo, ne, in pač te grožnje pri nam praviloma, pač, ki mi dobimo, prihajajo, pač moram reči, iz odvetniške pisarne Čeferin tudi. Bom povedal eno zgodbo sam na hiter, če lahko, mislim, da je bilo to lani, leta 2016 jeseni. Ne. Mi smo, takrat je Eugenija Carl, novinarka RTV Slovenija, objavila, da je koprska občina plačala 60 000 evrov za neke študije inštituta IFIMES. Mi smo zaprosili na koprsko občino spet po zakonu dostopu do informacij javnega značaja za te študije. In mene je gospa iz občine poklicala in rekla, veste kaj, te študije so avtorsko delo, ne, ima IFIMES avtorske pravice, mi tega ne moramo poslati, ne. Sem jaz rekel, ok, ne, ampak jaz sem vmes zahteval že poslal in potem so oni zgleda naredili napako in je nekdo vseeno te študije na občini skupiral in jih je meni poslal. Ne. In potem smo se mi obrnili, ne, če se prav spomnim, no. Takrat smo pa mi te študije analizirali in smo videli, da so študije prepisi iz Wikipedije, prepisi iz ene knjige, ki so bile prepisani brez dovoljenja, ne, prepisi iz magisterija gospoda Bečiroviča, neka zgodba, ki po našem mnenju je v javnem interesu, ne, ker tukaj imaš vprašanje, ali nekdo zavestno zavajal in prodaja prepise iz Wikipedije kot študije v občini, ne, in je s tem zaslužil, ne vem, 60 000 evrov, ne, ali pa zgleda, da so na občini tako slabo usposobljeni, da rabijo študije, kot so prepisi iz Wikipedije, da lahko vladajo, ne? Kar je pa tudi v bistvu nekaj, kar javnost ve, ampak potem smo dobili recimo konkretno iz odvetniške pisarne Čeferin grožnjo, ne? Da je v bistvu to avtorsko delo in da Bog ne daj, da karkoli objavimo, ne? Mi smo v bistvu potem se odločili, smo objavili tiste seki študij, ki so bili prepisi iz Wikipedije, ker smo rekli, da ta avtor študije ne more trditi, da je to njegovo avtorsko delo, če je to besedni prepis iz Wikipedije, morda malo lektorirana, ne? In v bistvu že te grožnje, ne, z tožbami v takih primerih so za nas neko breme, ne? In v bistvu tukaj jaz ne vem, kam bi se postavil. Po eni strani odvetnik ima verjetno neko dolžnost, da proba čim bolj zaščititi svojega klienta, ne? Recimo nekdo je storil nekaj narobe, morda ima neko zvod odvetnik, da proba doseči, da se o tem ne piše, ne? Zdaj, ali je to etično in pravilno, ne, da se grozi s tožbami, ali bolj prav, da bi odvetnik rekel temu človeku, poglej, daj se pogovoriti z novinarjem, mu pojasni, če si ga pa res pa sral, pa napiš no comment, pa je, ne. Ali je v bistvu primerno, da greš tukaj v grožnjo s tožbo, da rečeš, ne vem, ta oseba ni absolutno ne relativna javna oseba, ki imamo zdaj pa enih drugih primer, ne, če bo karkoli iz zasebnega življenja objavljeno, bomo šli v tožbo, ne. Ali je tak pritisk na novinarja primeren, ne. Morda bi kdo lahko rekel, pač ne, nekdo ja, odvetnik brani stranko. To je pač, ampak to je v bistvu veliko breme za nas. No? Jaz bi bil zelo vesel, če bi današnja tema ne bi tekla samo o odvetniški družbi Čeferin. Ampak jaz imam tukaj popolnoma čisto vest, ne glede na to, da te zgodbe vaše ne poznam, ker nas je več odvetnikov v pisarni. Zdaj, če stranka pride k odvetniku, ali je to novinar, ali pa stranka, ki je v sporu z novinarjem, pač imaš dve možnosti. Ali vložiš tožbo, takoj, ali pa zahtevaš pred tem od nasprotne stranke, da preneha z domnevno protipravnim ravnanjem, da tožbe ne bo treba vložiti. Zdaj, če tej zahtevi vi pravite grožnja, pa bi raješ, da takoj tožbo vloži v odvetnik zoper vas, to je seveda vaša pravica, da si to bolj želite, ne? Tožbe ni bilo pol seveda, ker je on dejansko... Bog ve iz katerih razlogov, ampak tukaj res grešimo temu, mislim, je pa res delno seveda povezana tudi z novinarskim delom, to vprašanje odvetnikov, ki nastopajo proti novinarjem. Odvetnik mora po ustavi in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah nuditi pravno pomoč, kvalitetno pravno pomoč vsakomur, ki pride v njegovo pisarno. In če pride nekdo, ki naj bi ga novinarji prizadeli, ki naj bi posegel v njegove osebnostne pravice, kar pač se dogaja, no, bodimo objektivni, ne, ima seveda odvetnik dolžnost, da ustrezno ukrepa. In tako seveda bomo delali še naprej. Jaz bi sam to pač eno vprašanje tukaj, nekaj se razumem, ne, pač vsi smo svoje stališče zagovarjamo, ne, gledamo to drugače, ampak v bistvu mene zanima v primeri, ko recimo bi prišel hipotetično nekdo do vas, ne, klient, pa bi vam rekel, poglejte, ne, jaz sem prodal tukaj enemu ministrstvu študije za 50 000 evrov, vse sem prepisal z Wikipedije, ne, zdaj pa ta novinar bi pa rad to objavil, a ga lahko jaz kako skošno, ne vem, naredim, da to ne bo objavljen, ne, a veste, je pol v bistvu fair, ne, da pol novinar, mislim, odvetnik reče v tem primeru, lej, lahko zagrozimo s tožbo, pa pol, če bo objavil, lej, verjetno ta tožba bo padla, ne moramo nič, lahko pa probamo, morda pa ne bo nič napisal o tem, ne,
ali je to korektno, ni, to je moje vprašanje, ne, v takih eklatantnih primerih, zakaj sprašujem, ne. Jaz sem bil na delu nekaj časa, ne, novinar, in tam so bili uveljavljeni starejši novinari, ki si se zelo bali pokrivati česarkoli, kar je vsaj približno dišal po kakšni možnosti tožbe, ne. Kakršnekoli količnive zadeve so imeli že po rami, veš kaj, mogoče raj ne bi, ne, ker ne veš, kaj se bo zgodilo, pa so bile precej nedolžne stvari, ne, da v bistvu to na nek način precej vpliva na določene novinarje. V takih primerih sem jaz govoril, ne v nekih mejnih primerih, kjer recimo nekdo misli, da bi mu dejansko lahko bila neka zasebnost kršena, ne, ki upravičeno pričakuje, ne, in potem bi bil poziv, ne objavljen potem dejansko tožba, ker seveda tožba v primeru IFMIS-a ni bilo, ker mislim, da bi po tista vašega klienta precej slabš, če bi to dejansko še na sodišču šlo razkrivati, kaj v teh, ne, bilo v teh študijah. No, z tega vidika sem mislil. Tle sva v manjšini, veš. Mora biti previdna. No, ampak tle odpiramo čisto eno vprašanje, ki nima veze z temo, ki jo obravnavamo, ne. Vsak sodni postopek ali pa začetek sodnega postopka ali pa napoved sodnega postopka je seveda neprijeten za nasprotno stranko, ne. In, ampak zdaj ne bomo vprašanje, mislim, res ne odpirali vprašanje etike, pristojnosti, kaj lahko odvetniki naredimo, kaj ne naredimo, kdaj lahko odklanjamo zastopane stranke in kaj lahko za stranko naredimo, ne. Praviloma, seveda, za stranko moramo narediti to, kar si želi v okviru zakona, so pa seveda neke meje, ki jih ne smemo prestopati in jih ne prestopamo, ne. Verjemite mi, da velikrat bi imel kaj precej kritičnega povedati o novinarjih in o njihovem delu, ne. In da bi se marsikateri postopek lahko rešil, če bi novinarji ravnali tako, kot zahteva kodeks, ne. Če bi kdaj vprašali za kakšen nasvet, ne. Mogoče bi tudi stroški manjši. Mi smo imeli precej primerov, ko je bilo pa že tako problematično, da smo vprašali, saj 2 primera imam zdaj v glavi, ne. In ki smo rekli mi ne, to ne objaviti tega. Ampak seveda prevagal ta interes, da pa je le to, pa ja, drugi bojo pa objavljeni in tako naprej. In so objavili in so bile pol visoke denarne odškodnine plačane, ne. Tako da malo relativizirati je treba vse to, ne. Ni samo sodišče slabo, ni samo novinarji pa dobri in varuhi človekovih pravic, tudi vi posegate večkrat nedovoljeno v druge pravice, ne. Imajo v takšnih primerih, ko se bo vse to izteklo, morda bo trajalo celo več let, ne, kot ste rekli, na koncu novinarji pa tudi dobiti kakšno odškodnino, ne vem, medij, ki je imel morda škodo zaradi tega, ker je bil blokiran z neupravičeno začasno odredbo in je imel zaradi tega morda poslovno škodo, pa malo kakšno možnost potem, da se mu to povrne. Zakon določa, ja, Zakon o izvršbi in zavarovanju, da če je predlagana začasna odredba, ki je izdana, pa kasneje razveljavljena, da predlagatelj mora nasprotni stranki povrniti škodo. Tako da, če verjamemo, da bo ta začasna odredba vaša razveljavljena, bi lahko reporter zahteval vračilo, torej plačilo odškodnine. Vaša je bila tako pravnomočna. Ja, no hvala, morda smo s tem zaključili to izmenjavo mnenj, pa seveda lahko damo še vprašanja publiki. Jaz tam nekaj dopolniti. Ja, prosim. Se mi zdi pomembno dodati k tej debati, glede na to, da govorimo o sodišču, da smo tudi skušali dobiti sogovornika iz sodišča, tako da jutri ne samo, da bomo dobili odredbo začasno, lahko dobimo tudi še kako odškodninsko grožnjo ali pa tožbo zaradi blatenja ugleda sodišča. Kar hočem reči, nas je res zanimalo. Mi verjamemo, da so neke omejitve v komentiranju sodišča, zlasti če gre za potencialne za teren, da bi dobili pol to tudi v razsojanje. So bile pa razne okoliščine, zakaj niso hoteli sodelovati na tej debati, od objektivnih do čisto subjektivnih, oziroma niso
želeli razpravljati. Tako da meni bi se sicer zdelo pomembno, da bi imeli vse v načelu sogovornika iz sodišča, kjer bi pač recimo nek princip odločanja pojasnjeval, mogoče tudi zlasti ta časovni vidik se bi mi zdel pomemben, da bi mogoče utemeljili, zakaj ti postopki toliko časa trajajo, če že ne morejo konkretno, specifično govoriti. Pa tudi verjetno bi se dalo razpravljati če o kakih drugih primerih začasnih odredb, kjer pa mogoče ni več omejitve komuniciranja. Zdi se mi pomembno, gospod Zakonček, da ste opozorili na etično odgovornost novinarjev in na profesionalno ali neprofesionalno delo, ki je res pogosto in tu si moramo tudi kar mi priznati, da nismo nedolžni in da so pogosti posegi v zasebnost, v intimnost, ne v zasebnost. In tudi z tega vidika bi se mi zdelo pomembno, mogoče kakšna utemeljitev sodišča, morda so primeri, pa jih ne poznamo, ko pa je sodišče lahko učinkovalo preventivno, v smislu, da je res preprečilo s kako začasno odredbo objavo intimnih podatkov, kjer pa na nek način lahko ta odredba funkcionira kot preventiva, ne pa potem, ko recimo časno razsodišče odloča, da je do nekih kršitev prišlo ali pa celo potem se s tožbo nekako ugotavljajo te kršitve. Tu se bi mi pa zdela v bistvu pomembna vloga sodišča. Med stvarmi, ki so prepovedane v njihovem članku, omenjanje prvotnega priimka, recimo gospe Lodin, pa kar je ona sama že seveda prostovoljno povedala v intervjuju, ki je bil objavljen pred slabim letom dni. Ampak ne samo to, v bistvu vse informacije, ki so pri vas zdaj prepovedane, so v resnici že bile objavljene. Ena od stvari, ki je prepovedana pri vas zdaj, je razlog, zakaj sta ona dva spremenila priimek. Če vtipkate njiju dva v Google in poiščete članek, ki ga je objavil Bloomberg poleti 2017, boste videli, da ste dala Bloombergu intervju, v katerem ste povedala, da ste spremenila priimek, zato ker ste hotela, they wanted to sound more techy. Torej, bolj tehnološko ste hoteli zveneti. Login, kar hod. Skratka, vse informacije, pravzaprav, ki so tam navedene, so že bile nekje objavljene. In to se mi zdi z tega vidika še seveda posebej sporno, da se ta zadeva tako vleče, da zadeva ni mogla biti objavljena in da je med argumenti, zakaj je zadeva bila prepovedana, bilo navedeno, da glede na vprašanja, ki ste jih postavljali. To se mi zdi tudi ena zelo nevarna praksa. Ne glede na to, kakšen je bil članek ali kakšne druge stvari, ampak glede na vprašanja. Vprašanja, ki, kolikor vem, se niso nanašala na kakršnekoli mladoletne osebnosti, ne na sfero intime ali zdravja ali podobne reči, ampak izključno na njune profesionalne zadeve vezane na tisto, kar čemu pač pravimo relativno javno osebnost. Skratka, z tega vidika se mi ta zadeva zdi zelo nevarna. Ne gre za nobeno tajno zadevo in se seveda sprašujem, če bi zdaj en medij pri nas objavil povzetek intervjuja iz One Plus, in če bi hkrati objavil povzetek intervjuja iz Bloomberga, ali bi zaradi tega lahko bil kaznovan. Mislim, ena od rešitev, gospod Šurla, bi bila, če bi se nekdo od medijev tukaj prisotnih odločil prevesti članek iz Bloomberga in ga objaviti v slovenščini, ker očitno tujci lahko zvejo vse to v slovenskem prostoru, to pa ni dovoljeno. Ta začasna odredba velja samo za podjetje, Reporter Media in za edicije. Pa zato pravim, dajmo najti nekoga, ki volontira, da to objavi. Mi smo dobili ponudbo takoj na začetku strani najbolj branega prodajnega hrvaškega časopisa 24 Sata. Oni so se ponudili, da bi ta članek objavili, ampak jaz sem se pač odločil, da sem tudi že javno rekel, da bomo počakali, da mislim, da stvari v Sloveniji še niso tako hude, da bi mogli članke v tujini objavljati. Ja, to je pa stvar medijev, ne. A veste, zdaj, kater medij bo šel to zadevo, recimo podoben članek pisati v njiju, pa najbrž bo po kodeksu mogel tudi njiju kaj vprašati, ne. In potem, ko bo gospa dobila vprašanje, in bo gospoda Stuška angažirala, to vprašanje dala v spis in bo hop, začasna odredba. A ni 1000 medijev v Sloveniji? Ja, bo pa 1000. Gospa in gospod Login imata dovolj denarja, mislim, ona pa se lahko privošča to.